Konec tedna v Odrancih minil v znamenju Ajdove noči. Večdnevni tematski oratorij v Martjancih. Cenjeni gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v osrednji informativni oddaji televizije AS. Tradicionalna Ajdova noč v Odrancih že 28. poskrbela za okusno ajdovo kašo ob spremljavi glasbe za vse generacije in druženje v športno-rekreacijskem parku Odranci. Minuli konec tedna so v Odrancih pripravili že tradicionalno 28. Ajdovo noč. Petkov večer je bil glasbeno obarvan, v soboto popoldne pa se je 14 ekip pomerilo v kuhanju ajdove kaše. Tradicionalno prireditev pripravlja nogometni klub Odranci v sodelovanju z občino. V imenu organizatorja nogometnega kluba je bil naš sogovornik, tajnik kluba Dejan Čurič. Čurič pravi, da je organizacija dvodnevne prireditve, kakršna je bila minuli konec tedna, velik zalogaj. Zalogaj je zelo velik. Zahteva veliko volonterskega dela, zahteva veliko društvenega pristopa, predvsem veliko energije vseh članov in ni tudi majhen finančni zalogaj, seveda v največji meri je pa to zelo velik organizacijski zalogaj. Tajnika nogometnega kluba Odranci smo povprašali tudi, kdaj se je porodila ideja o Ajdovi noči. Leta 1994 je padla ta ideja, da se organizira neka prireditev v občini in tako je nastala Ajdova noč. Tako so imenovali tistega leta, prireditev je rasla z leta v leto in sedaj se je razvila do te mere, kakršno jo vidimo sedaj. Vloga, ki jo odigra nogometni klub Odranci, je? Nogometni klub Odranci praktično v veliki meri organizira to prireditev, seveda s pomočjo občine Odranci, s pomočjo sponzorjev, ki seveda prispevajo svoj delež, da se ta prireditev sploh lahko izvede. V glavnem smo pa v veliki meri, kar se tiče organizacije v celoti, kot glavni organizator te prireditve. Seveda poleg organizacije tudi financiranje prireditve ni zanemarljivo, poteka pa s pomočjo sponzorjev. Sponzorji se odzivajo vsako leto pač po svojih močeh. Mi seveda iščemo, da je tega čim več, da nam seveda pri tem pomagajo, kajti to je zelo velik finančni zalogaj in vsekakor ta zadeva v lastni režiji skoraj da ni izvedljiva, če pri tem ne pomagajo sponzorji. Seveda tudi naša občina, ki je glavni pokrovitelj naše prireditve in seveda vsi ostali deležniki, ki k temu prispevajo. Kot je povedal tajnik nogometnega kluba Odranci Dejan Čurič, je soorganizatorica občina Odranci najpomembnejši partner pri pripravi in izvedbi tradicionalne Ajdove noči, zato smo se pogovorili tudi z županjo občine Odranci Barbaro Ferenčak. Organizator same Ajdove noči je nogometni klub Odranci. V sodelovanju z občino Odranci dotično tekmovanje v kuhanju ajdove kaše je nekako v domeni občine. Vesela sem, da se je letos spet prijavilo 14 ekip, ki bodo spet skuhale naš odranski bograč. Zanimiv je pogled na to, kako sami in na svoj način pripravijo vsak izvrstno kašo. Pri kuhi imajo ekipe vsaka verjetno svojo skrivnost, a vendar je osnova osnovni recept. Malo slanine, čebula in seveda kaša pa sol. Ajdova kaša je dejansko naša znamenita jed. Ena od teorij zarot pravi, da je Neil Armstrong na Luni srečal Odrančarja, ki mu je ponujal kašo, ko je ta pristal na Luni. Po pogovoru o kaši pa še nekaj besed o petkovem in sobotnem dogajanju. Petkov večer je nekako namenjen malo mlajši populaciji. Zabava poteka vzporedno na dveh prizoriščih. Na enem od prizorišč je elektronska glasba, ki je dobro obiskana. Glavni oder je pa namenjen običajno zabavni glasbi. Včeraj nas je tako zabaval Peter Grašo pa Parni Valjar Tribute Band. Danes pa se bomo zabavali, popoldne so se začeli zabavati naši upokojenci z lokalnim bendom iz Odranec, Kringer Band. Popoldan oziroma večernih urah po razglasitvi rezultatov tekmovanja pa se bomo zabavali z narodno-zabavnim ansamblom Zakapane. Obisk je bil vedno zadovoljiv,
prilagodljiv glede na vremenske razmere, na čas, ampak ja, z obiskom smo zadovoljni. Za družbene dejavnosti v občini Odranci skrbi Elizabeta Grabnar, ki smo jo prav tako vprašali o 28. Ajdovi noči. V sklopu tradicionalne prireditve Odranske Ajdove noči vedno odbor za družbene dejavnosti občine Odranci prireja tudi tekmovanje v kuhanju ajdove kaše. Letos imamo kar lepo število, to je 14 ekip, od tega imamo 12 ekip društev naše Odranske občine, potem imamo eno ekipo pajdašev, ki se vsako leto udeležijo, in pa potem eno ekipo tudi samostojnega podjetnika. Tako so sami Odrančari. Enoznačnega odgovora na vprašanje, kako pripravljamo ajdovo kašo, ni. Grabnarjeva takole pojasni. To so pa načini različni. To vsak pripravlja po svojem okusu oziroma po tem, kako so to prenesli rodovi od naših babič. A preden ajdo damo v lonec, jo je treba tudi pridelati, kar je v Odrancih tradicija. Gojenje ajde je bilo prav posebno, se je gojila v Odrancih. Nekdaj so to naši kmetje res obdelovali kar precej zemlje in to kulturo pridelali za prodajo in pa tudi za hrano. Med 14 ekipami, ki so kuhale ajdovo kašo, je bila tudi ekipa Kulturno-umetniškega društva Ajda Odranci. Naš sogovornik je bil Gregor Marič. Zdaj, od sestavin nekih velikih skrivnosti ni, bolje v začimbah. Potem osnovne sestavine so pa seveda čebula, potem slanina narezana na koške, seveda kaša, kot glavna komponenta pride na vrsto. Te se še pa recimo začini, za sol, popar, itak, te še pa ima vsaka skupina verjetno kakšne svoje skrite adute, ki jih doda notri, pa upa, da tisto pač doprinese tek nekšno boljšo okusi, oziroma ko bo pač njihova kaša na podlagi tistega malo izstopala. To se očitno vse skupine vsako leto trudimo in s tem tudi seveda tekmujemo eno med drugo. Kakšen je recept za uspeh ali skrivna začimba, ki je potrebna za uspeh? Težko komentiram, zato ker mi še čakamo na svojo priložnost, ko bi recimo zmagali z našim društvom, ampak mogoče bomo letos, mogoče pa naslednji saj tako glavno sodelovati. Po drugi strani pa odvisno je verjetno od tega, kako naletiš, pa kako recimo tudi ocenjevalcev, pač komu je verjetno tudi bolj všeč, eni imajo radi malo bolj začinjeno, eni manj začinjeno, ne vem. Če bomo zmagali, potem bomo z Martino vedela povedati tisto skrivno komponento, če ne pa bo treba vprašati tistega, ki bo zmagal. Poleg pestrega dogajanja so poskrbeli na ajdovi noči tudi za najmlajše in za druženje starejših. Po uspehu prireditve ne gre dvomiti, da se ji bomo lahko pridružili tudi prihodnje leto, pa naj bo kot tekmovalci ali obiskovalci. Župniji Murska Sobota in Martjanci sta organizirali tedenski tematski oratorij v Martjancih. Več v prispevku. Letne počitnice so za osnovnošolce prav poseben čas, saj so to tedni njihove brezskrbnosti, veselja in razigranosti. Da bi pa vso to otroško energijo izkoristili tudi za prijetne oblike spoznavanja novih zanimivih vsebin, ob hkratnem druženju z vrstniki v sproščenem vzdušju, vsako leto župnija Murska Sobota Martjanci organizira večdnevni tematski oratorij. O sami organizaciji oratorija nam je več povedal gospod Aljaž Baša. Torej, na oratorij smo se začeli pripravljati že meseca aprila in smo imeli z animatorji skupaj srečanja dvakrat na mesec intenzivno po 3-4 ure. Tako smo si razdelili vloge, naprimer jaz, pa sestra Simona, pa sestra Ivica, pa bogoslovec Blaž, smo jih pripravljali vsak eno srečanje in smo šli po vsakem dnevu skozi, od delavnic, katehes, tem, sončkov dneva, simbolov dneva. Potem smo se z animatorji mesecu juniju odpravili en vikend skupaj na morje v Ankaran, kjer smo na nek način imeli tako imenovani team building, da bi se še bolj povezali, bolj utrdili. Bilo je seveda nekaj družabnega časa za družabno, pa potem tudi nekaj, kjer smo delali na svoji duhovnosti, pa tudi na tem, zakaj sem animator in kaj to sploh zame pomeni. Moram reči, da sem tu zelo vesel, da smo prišli do lepega števila animatorjev, torej okrog 30, včasih nas je kakšen dan 35, včasih manj, ker še imajo nekateri izpite, ampak je res to lepa številka, ki je rasla.
mi je pa všeč to, da mladi na nek način res to dojemajo kot poslanstvo. Mi vemo, da je zdaj v tem času vse narejeno na plačilo, da vsak, ki animira otroke ali neko delo opravlja, želi plačilo, ampak ti animatorji so tukaj z veseljem, ker so tudi bili na oratoriju kot otroci, zdaj so kot animatorji in to jemljajo kot nekaj, kjer se za otroke res dajejo svoje sposobnosti in svoje talente. Tako smo tudi na začetku naših priprav na oratorij naredili, da so animatorji sami morali ugotoviti, kateri so njihovi talenti in sposobnosti in so se potem sami napisali, ali bodo sodelovali pri zgodbi, ali bodo pripravljali kateheze, ali bodo pripravljali igre in ali bodo pripravljali delavnice. In to je res lepo, da so se tako razdelili, da nismo imeli nobenih težav, kje bi kdo bil. Potem smo zopet zelo veseli, ker smo letos tukaj v Martjancih obe župni, ker se je tudi lepo pokazalo v odzivu ljudi. Imamo vsak dan kuharice, ki kuhajo kosilo in pripravljajo vedno malico, tako da imamo 2 obroka, o 10:30 malico in 10:30 kosilo. Tukaj ljudje pripeljajo od peciva do svežega kruha, do zelenjave, tudi meso, pač res se dajo tudi za oratorij. Imamo pa lepo to organizirano, se pravi, jaz prevzamem vse, kar se tiče oratorija, katehez, delavnic, koordinacije animatorjev, župnik pa je vedno tisti, ki skrbi za finančni del in pa tudi za nabavo v kuhinji in pa se pravi za tisto, kar je še potrebno organizirati, da oratorij res teče. Tako da tukaj je res lepo sodelovanje, pa hkrati tudi lepo sodelovanje z našimi sestrami, hčera Marije Pomočnice, to je njihova namreč tudi prvotna karizma, skrb za mlade in skrb za otroke, tako da lepo teče. Kadar pa kaj vmes nam zašteka, da je kaj takega, je zanimivo sestra Simona včeraj za prvi dan povedala, ker je bil simbol daljnogled, da moramo svoje oči pogledati gor k nebu in se takrat spomniti, Gospod, ti že veš, zakaj je tako. Ali pa, na primer, danes smo vadili z animatorji zjutraj, ko smo se pripravljali, če kdaj ne gre tako, kot bi moralo iti, ali pa če te soanimator kaj razjezi, se ne boš jezil na njega nazaj, ampak boš pokazal na svoja usta in se spomnil, da je Jezus šel večkrat v tišino in da je tudi sveti Frančišek, ko je bil slabe volje ali ko je se odločal o kakšnih stvareh, šel v tišino in se tam potem pogovarjal z Bogom. Tako da vse to so ene vaje. Animator nisi nikoli enkrat za vselej, vedno rasteš. In tako tudi ti animatorji to lepo dajejo vzgled. In še ena stvar bi rad poudaril. Letos je ogromno novih animatorjev iz 9. razreda in so jih ti, ki so starejši animatorji, zelo lepo sprejeli. So na nek način res njihovi učitelji, hkrati se pa vidi, da niso nekaj nad njimi, ampak da so jih lepo sprejeli. Ena izmed 30 animatorjev in animatork je tudi gospa Mojca Mutvar, ki že vrsto let sodeluje kot prostovoljka in ki nam je v nekaj besedah predstavila sam program in potek oratorija. V Martjancah smo se zbrali na oratoriju v 2 župnijah, z oratorija Martjanci, oratorija Murska Sobota. Zbralo se nas je 70 otrok z približno 30 animatorjev, z vodstvom kaplana Aljaža, župnika Gorana ter sestro Simono. Naš teden poteka tako. Zbrali smo se v ponedeljek, začnemo zjutraj z molitvijo, nadaljujemo z himno oratorija Računam nate. Potem se pa po skupinah zberemo v šotoru, kjer nam predstavijo animatorji zgodbo. Letošnji lik oratorija je sveti Frančišek Asiški. Potem pa imamo skupno katehezo, kjer predstavimo simbol vrednoto dneva. Potem pa se po skupinah odpravljamo na kateheze, kjer animatorji pripravljamo kateheze za otroke, vedno na vrednoto in tako, da predstavimo življenje svetega Frančiška in tudi naše življenje po evangeliju skupaj z otroci. Po katehezah imamo malo prosto, potem pa se odpravimo na delavnice, vsak dan nekaj izdelujemo, tako da povežemo tudi delavnice z svetim Frančiškom. Po delavnicah se zberemo pa v cerkvi na opoldanski molitvi, potem pa se odpravimo že na kosilo. Po kosilu pa imamo malo prostega časa, da se pripravimo na veliko igro. Se zberemo spet v skupinah, so različne in tako tudi z velikim igro zaključimo dan. Se še zberemo, zapojemo himno, napotke za naslednji dan in tako se odpravimo domov. Poteka oratorij od ponedeljka do petka, v soboto pa zaključimo z sveto mašo. Študentom teologije in dolgoletnim animatorjem, gospodom Nikolajem Horvatom,
pa smo se pogovarjali o razlogih za izbor svetega Frančiška Asiškega kot osrednje teme oratorija. Sveti Frančišek je zelo lepa tema, pa se mi zdi zelo tudi tako pomembna za otroke. Zdaj, po Sloveniji kakšni oratoriji so zbrali tudi temo Hobita, mi pa smo se odločili za svetega Frančiška, ki je bil že mislim leta 2009 tema oratorija. Nagovarja nas pa predvsem njegova preprostost, pa tudi predanost Bogu. Pa takšen se mi zdi zelo fajn za otroke, kaj je res čisto navaden, čisto enostaven, pa ga otroci dobro razumejo. Kot oratorij tudi stoji na glavnih 4 stebrih in sicer predstavlja nekako šolo, družino, dvorišče in župnijo. In predvsem ta župnija je tisto, kar oratorij potem loči od nekih navadnih poletnih taborov. In ravno danes imamo temo zgleda in tudi sveti Frančišek in vsi ostali svetniki so zelo dober zgled za otroke, za vse nas kristjane. Nam kažejo, kako biti do sočloveka, da se imamo radi med sabo, da spoštujemo Boga. Pravo sliko o tem, kaj vse dobrega daje in nudi oratorij, pa lahko dobimo le, če o tem povprašamo tiste, kateri se ga udeležujejo. Udeleženca oratorija sta bila tudi sestra Klara in brat Jakob. Z nami sta tudi 2 udeleženca oratorija, to sta, kako ti ime? Klara. In tebi? Jakob. Klara in Jakob. Klara, v kateri razred hodiš? Zdaj sem končala 6, naslednje leto pa bom šla v 7. razred. Pa ti, Jakob? Jaz sem končal 4. in naslednje leto gremo v 5. Sta bila že kdaj tu na kakem oratoriju? Ja. A tak dan to ni prvi tvoj? Ne. Pa zate? Ja, hodiva skupaj, prejšnje leto je bilo zelo lepo, čudovito in zelo lepo vreme. Ta tema, ki je zbrana za ta oratorij, je sveti Frančišek. Katere njegove lastnosti sta slišala ali pa se vam zdijo najbolj privlačne? Kaj je to pri Frančišku, kar bosta recimo upala, da bosta odnesla ali pa spoznala pri njem? Kdo je sveti Frančišek? Je zelo prijazen človek, pomaga, tudi jaz bi rada pomagala ljudem kot on. Je zelo sočuten in veliko moli in tudi jaz bi veliko molila. No, ne vem, če veste, ampak to bom jaz povedal, da kot naravovarstvenik je tudi zavetnik naravovarstvenikov, ekologov, vseh, ki se trudijo očuvati naravo. Recimo za tebe, Jakob, kaj je pa za tebe tisto, kar smo že slišali, da imaš kaj, ni bil športnik, ne? Kaj si še slišal o njem, da je bil? Da je bil bogat, ampak se je potem spremenil in je rekel mami, da ni vse v bogatstvu. Točno, on je bil odličen mečevalec, koliko vem, je bil zelo dober z sabljo. Pa kaj je boljše biti, kaj je on pokazal, da je dobro biti dober sabljo ali pa dober biti, kako bi končala, kaj je boljše biti kot dober sabljo, bolje je biti, kaj je on pokazal? Bolje je biti prijazen kot bogat, pomagati revnim in kot pa on je vedno privoščil drugim kot pa sebi. Ja, on je celo pravijo pridigal, on je tako prijazen bil, da je celo pridigal pticam, ribam. Ja. Si to predstavljate, da pride tu nek mož in začne lepo govoriti o svetu, o Bogu, pticam? Kaj bi si mislila, da je nor ali da je tako svet človek? Jaz bi si mislil, da je zelo svet človek in bi ga spoštoval. Odlično, odlično. Pa ti enako? Ja, jaz tudi jaz se pogovarjam z rožami, jih zalivam, saj je zelo lepo. No, krasno, če je to generacija, ki odrašča tudi in se vzgaja s pomočjo oratorijev, potem se nam za prihodnost ni bati. Toliko smo vam pripravili za danes. Ostanite v naši družbi še naprej.